oziroma delate pa kot profesor matematike in računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli v Trbovljah. Ukvarjate se z raziskovanjem na področju umetne inteligence in zato ste danes z nami in bi vas kar prosila, da nam poveste o izkušnjah, morda za začetek izkušnja učenja računalništva, pa mogoče potem vse od začetka te tehnologije. Izvolite, beseda je vaša. Super, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Z vami bom tudi delil prezentacijo, tako da bom kar zdajle začel deliti. Sicer, kot je že gospa povedala, sem učitelj računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Sem učitelj programiranja, bolj natančno. Sicer moja pot je nekako šla v to smer, da sem najprej postal učitelj matematike in računalništva, potem pa sem se odločil za doktorat z področja umetne inteligence. Sicer bolj me je zanimalo področje razvijanja različnih rešitev, zato da bi se lahko naši dijaki boljše učili, naši učenci. No, v resnici pa potem so rekli, da se moram bolj fokusirati na umetno inteligenco in potem smo se tudi glede tega bolj odločili. Sedajle bi morali videti moje prezentacije. Gospod Ocepek. Vidite prezentacijo? Takole je, če boste vi govorili ob njej, seveda, kajti med nami niso samo slabovidni, temveč tudi slepi, sicer z asistenti, tako da čim več, prosim, opisujte z besedo, kot pa sliko velja. Hvala. Ok, super, hvala, odlično. Tako da, ja, zdaj trenutno boste nekako tudi videli, kdo sem, kot že rečeno, učitelj računalništva, sicer pa vedno nekako se prikazujem kot zelo radovedno bitje. Dijakom ves čas tudi predstavljam na nek način, da sem neke vrste ljubitelj znanstvene fantastike, da me zanima tudi raznovrstno področje fantazije. Velikokrat se tudi oblečem v kakšno šemo Pokemone, Pikachuje, zato da potem izpolnim obljubo, ko dijaki dosežejo bistveno več, kar se tiče učenja programiranja. Sicer pa sedajle bom pokazal en primer, in sicer zdaj, ko pač ste z različnimi predpozicijami, gre za vrste umetno inteligenco, in sicer sem našo pevko Heleno Blagne uporabil, da je nekaj povedala o svojem albumu, ampak potem, ko sem pognal umetno inteligenco, je to področje, seveda umetna inteligenca, njen glas zaznala, ga spremenila in potem nasnela moj glas. Tako da, če najlažje opišem, sem prebral znanstveni članek glede National Geographica in sem 1 uro bral o delfinih, o kitih in o vseh živih bitjih. Potem pa to 1-urno predavanje je umetna inteligenca 20 ur študirala moj glas in od takrat naprej lahko katerikoli posnetek, karkoli slišite, nadomestite z mojim glasom. Kar pomeni, da lahko brez težav nekdo nekaj posname in z mojim glasom potem javno objavi, kot da so to moje besede, moji glasovi, moja dejanja. In zato na tem mestu bi tudi želel povedati, da morate biti pozorni. Pokazal vam bom, kako umetna inteligenca lahko tudi spremeni in uporabi vaš obraz kasneje, pa seveda, kako lahko brez težav dobite nekoga, ki posnema vaše glasove. Torej, ne rabite več nekega improvizatorja, ne rabite več nekoga, ki posnema, ker veste, da imamo kar precej tovrstnih posnemalcev, znanih ljudi. V resnici lahko z umetno inteligenco v 1 minuti nadomestite in nekoga prepričate, da ste res to naredili. Zato bi že na tem mestu vas nekako opozoril, da bodite pozorni, če nekdo pokliče po telefonski številki in takoj od vas želi, da nakažete nekaj denarja, kljub temu, da mogoče prepoznate glas, recimo vašega šefa, vaše ljubljene osebe, ker lahko zelo hitro nekdo pride
tudi do tega podatka oziroma do tega, da vas prepriča, da je na drugi strani neka vaša bližnja oseba. Vse, kar potrebujete, je od 20 minut naprej govora te osebe in potem lahko ti algoritmi vse naredijo. Pa pojdimo kar naprej. Vprašal sem umetno inteligenco, naj mi da za to predavanje tudi neko misel. In ena izmed misli je bila, da najpomembnejši del umetne inteligence je umetnost razumevanja človeške narave. No, in ravno iz tega vidika bi želel poudariti, da računalništvo, ki je danes prisotno v vseh porah življenja, v resnici ni povezano s tehnologijo in tehniko, ampak je povezano z naravoslovjem. Zato, ker v resnici računalništvo in seveda s tem povezano tudi umetna inteligenca posnema naše človeške, bodisi tudi živalske kretnje, naše razmišljanje, zbira naše podatke in seveda na nek način, na nek umeten način posnema. In zato to sodi na področje naravoslovja. Tako da ChatGPT, ki je seveda to misel napisal, je pravilno povedal. Ampak verjetno vas zdaj zanima, kaj točno je umetna inteligenca. Ko dijakom predstavljam, kaj je umetna inteligenca, vedno rečem, da je umetna inteligenca v resnici en zelo močen program, ki temelji na matematiki, temelji na statističnih metodah in deluje bistveno hitrejše, ker seveda ima boljšo procesorsko moč, kar pomeni, da v resnici, ker so računalniki hitrejši, lahko več stvari hkrati tudi izračunajo, preračunajo, da lahko tudi sklepajo, seveda je potem do neke mere boljša pri nekih napovedih, recimo pri postavljanju diagnoz, pri napovedovanju nekih vedenjskih vzorcev in tako naprej. Ampak vse to, kar je danes prisotno, recimo te veliki jezikovni modeli, ki se vse povsod pojavljajo, ali pa recimo govorna inteligenca, potem vizualna inteligenca, robotika in tako naprej, v resnici uporabljajo algoritme, ki so zelo, zelo stari. Tako da nekdo je samo danes bral ogromno podatkov in ker imamo veliko podatkov, potem lahko s pomočjo umetne inteligence tudi marsikaj napovemo, mogoče celo damo neke napovedi glede tega, kako se bo nekdo učil, kako bi lahko izboljšali recimo zdravljenje in tako naprej. Sicer pa, ko pogosto ljudi vprašam, kaj je umetna inteligenca, potem povezujejo z različnimi liki z filmov. In kot so filmi Terminator, Vojna zvezd, potem Ex Machina in tako naprej, je prva asociacija robotika. In tudi, ko nekdo govori, bodisi od politikov ali pa katerihkoli znanstvenikov, ne s področja računalništva, potem nekako umetno inteligenco predstavljajo kot neko entiteto, ki komaj čaka, da bo zasužnjila človeštvo, oziroma še bolj natančno, komaj čaka, da nas bo spravila z tega planeta, ampak je zelo, zelo daleč od tega. Umetna inteligenca je v resnici področje, ki ima številne programe, algoritme, postopke, če hočete, ki seveda, kot že rečeno, temeljijo na matematiki, temeljijo na statistiki in seveda potem posledično se zadeve preračunajo. Torej, umetna inteligenca je področje. In potem znotraj tega področja imamo številne programe in aplikacije. Tako da to ni ena oseba, ni to nek robot, ki komaj čaka, ampak to so ljudje, ki poganjajo te programe, da se izvajajo. Ko pa nekako pogledamo zgodovino, tudi Slovenci so naredili neke vrste prognozo oziroma napoved, kakšna naj bi bila umetna inteligenca v prihodnosti. No, in leta 1985, to, kar sedaj le kažem, so izseki iz našega slovenskega filma Poletje v školjki, tako je, kjer glavni junak se pogovarja z računalnikom in ta računalnik mu odgovarja. Ne samo, da mu kaže besedilo, ampak tudi, da nekako mu zvočno odgovarja, v smislu, da govori. No, in neke vrste lahko rečemo, da so takrat Slovenci, ko so snemali ta mladinski film, pokazali, da se bo nekoč človek lahko sporazumeval z računalnikom govorno in slušno. Mogoče zanimivost za tiste, ki ste film si lahko ogledali, notri nastopa računalnik, ki mu je ime Vedi, ampak ta računalnik je v resnici slovenski produkt.
Gre za računalnik podjetja Iskratel Delta in računalnik, ki se imenuje Triglav, zato ker ima 3 različne konfiguracije in je to eden izmed prvih več uporabniških računalnikov, seveda zaradi več različnih nastavitev. Pa hkrati seveda je bil tudi zelo zanimiv. Veste pa, da je zgodovina drugače odvila in so druge države prednjačile potem na tem področju. Že v 50. letih 20. stoletja v bistvu se je začel koncept umetne inteligence in ne vem, ta film 85. se pravi skozi ta medij filmske umetnosti je nekako tudi bilo nam laikom mogoče že pokazano, kam lahko se bo svet začel vrteti, ne? Res je. Ravno s tem, ker v bistvu v osnovi umetna inteligenca na začetku je bila res povezana z robotiko, zato da so lahko stroji bistveno hitreje nekaj naredili. Po drugi strani pa potem seveda so ugotovili, da ti roboti so zelo, zelo težki in seveda, ker še nimajo tako mehke robotike, mehke seveda tudi tehnologije, hkrati pa so računalniki bili bistveno večji in širši in ogromnejši, kot so trenutno danes, seveda so potem določena področja zastala in potem so se začeli ukvarjati z logiko. Torej, recimo, tudi najbolj znan je spopad med Garjem Kasparovim in računalnikom, tako šah, res je. In so spet ugotovili, da v resnici res temelji na umetni inteligenci, saj deloma, ampak ni pa računalnik sam od sebe v resnici in takrat, po moje, da to je pripeljalo do tega globokega učenja, deep learning sem zasledila. Ja, res je. In ravno s tem, ko so nekako posnemali možganske signale, se je tudi postavilo področje algoritmov nevronske mreže, potem seveda so te nevronske mreže postale večplastne in potem se pogovarjamo res o globokem učenju, torej deep learning, kot ste omenili. In ravno s tem potem lahko zaradi večplastnosti in seveda procesorske moči naredimo globje analize podatkov in potem iz teh podatkov, kot je sedaj shema, kaže, dobimo neke vrste model oziroma hipotezo. In na podlagi tega modela lahko marsikaj napoveste. Nekaj podobnega so tudi uporabili v času covida in so potem s pomočjo umetne inteligence tudi pohitrili proizvodnjo testov za zaznavanje covidne okužbe. Tako da v resnici so to stari podatki oziroma stari algoritmi, kot smo že omenili, ampak na tak način lahko zelo, zelo hitro dobimo določene zadeve. Seveda pa se treba vedno vprašati, ali so ti podatki res etični in seveda, zakaj bomo uporabili te podatke in te algoritme. Ker zelo hitro lahko tudi greste na temnejšo plat tehnologije. Da. Zlorabe in pa plagiatorstvo, Res je, ja. Ne vem, obstaja nek video ali slika z svetovnim svetovno znanim, kako ne rečem, da ne bom po priimku, ker vemo najbrž, da govorim o bivšem ameriškem predsedniku. Ja, drži, ja. In on je na tej sliki v skupini temnopoltih ljudi. Res je, ja. In se je izkazalo, da je zadeva plagiat, oziroma da je to huje kot Photoshopa, Res je. Tudi v nadaljevanju bom pokazal na par primerov in tudi razložil. Gre pa za to, da tehnologije za zaznavanje obrazov so ponovno že rečeno stare in seveda potem, ko imamo bistveno več kakovostnejših slik določene osebe, ko imamo ogromno že primerov, kaj želimo narediti, potem lahko na takšen način algoritem tudi zelo uspešno in boljše naredi kot pa recimo Photoshop. In ravno s tem potem lahko vi, ko natrenirate umetno inteligenco, tudi pohitrite produkcijo videoposnetkov, pohitrite produkcijo slik, bodisi pohitrite tudi, ne vem, karkoli je povezano umetniško. Tako da s tem. Zdaj mogoče bi predstavil vam, če vas zanima, tudi kaj vse delamo na naši šoli, povezano z umetno inteligenco.
Seveda. In sicer nekako razdelimo umetno inteligenco na naši šoli na 3 vidike. Prvi vidik je umetna inteligenca kot učna snov, ker dejansko tudi na naši šoli to predavamo. Imamo strokovni modul, ki smo ga poimenovali Uvod v umetno inteligenco. In seveda ta modul je namenjen temu, da dijaki spoznajo podatkovno rudarjenje. Podatkovno rudarjenje pa je ravno to, kot sem prej omenil, da imamo podatke, izberemo nek algoritem, zgradimo model in potem lahko ta model tudi ocenimo. Tako da na tak način. Lahko kakšne primere pač aktualne uporabe umetne inteligence? Bom Malo smo pokazal. jih že, a ne? Ja. Zdaj, to bi še omenil, da umetno inteligenco tudi nekako imamo kot področje projektnih nalog, torej da dijaki izdelujejo. In bom pokazal točno, katere projekte so dijaki izdelali. Pa umetna inteligenca pri učiteljevem delu kot neke vrste tutor oziroma mentor učitelju. Sedaj vam prikazujem dijaški projekt, in sicer iz leta 2015, kjer sva z dijakom naredila personaliziran učbenik. In sicer ta učbenik temelji na temu, da dijaki ocenjujejo gradiva, ki so besedilne narave, videoposnetki, zvoki, torej razlaga. In na podlagi tega, kar oni ocenijo, potem on se sproti uči, katero gradivo bo za njih ustrezno oziroma primerno za učenje. Gre za neke vrste priporočilni sistem, kot recimo lahko uporabljate Amazon, eBay, ko gledate nek produkt, pa vam še priporoča, kaj bi lahko kupili. Gre za orodje Tršica, seveda spominja na stare čase, ko smo klicali, oziroma so klicali učiteljice in učitelje, tovarišice in tovariši, ampak v resnici Tršica je kratica za The Recommender System with Constructivist Approach of Learning, oziroma po domače priporočilni sistem, ki temelji na konstruktivistični učni teoriji. Tako da je res mentor našemu dijaku, da se samostojno uči. In za to inovacijo so dobila tudi z dijakom srebrno priznanje na inovacijah Zasavja. Govorimo o letu 2015, torej 10 let nazaj. Potem, kot sem omenil, umetno inteligenco tudi uporabljam kot neke vrste sopotnik pri mojem delu, učiteljskem delu, namreč v 1. letniku dijaki imajo aktivnost učenja, in sicer gre za vprašalnik, kjer s pomočjo od 15 do 20 vprašanj dijaki izpolnijo ta vprašanja in dobijo povratno informacijo, na kakšen način naj bi se učili, kaj so njihovi stili učenja, kako naj bi reševali probleme in tudi na kakšen način potem naj bi se odločili pri poklicu. V ozadju umetna inteligenca, zato ker če bi oni v resnici rešili vse znanstvene vprašalnike, bi potrebovali 150 vprašanj. Ker pa danes že govorimo o padcu bralne pismenosti in padcu koncentracije, je treba seveda tudi to pohitriti in umetna inteligenca to zrihta, tako da v bistvu imamo 4 milijone različnih kombinacij vprašanj. Seveda pa, ker je to samo 15 za kandidata oziroma dijaka, je to bistveno bolj efektivno. Pa tudi dijaki se pohecajo, da je zelo podobno horoskopu, ampak jaz vedno rečem, da je v ozadju znanstvena razlaga. Zato sem prijel tudi zlato inovacijo. Zdaj, tisto, kar vas bo verjetno zelo šokiralo, še posebno, če mogoče niste zasledili, pa smo skupaj z dijakoma in z našo zasavsko raziskovalko, dr. Mašo Jazbec, naredili interakcijo BCI slikar. Gre pa za slikanje z mislimi. To pomeni, da imate na sebi kapo. Ta kapa ima 8 elektrod. Te elektrode zaznavajo vaše možganske signale in potem, ko si vi zamislite eno izmed kreten čopiča, torej kako bi vi naslikali z roko na platno, potem seveda samo z mislimi date ukaz računalniku, programu, in se brez rok zadeva sama naslika na digitalno platno. Kar pomeni, da smo naredili slikanje z mislimi, zato smo tudi dobili zlato priznanje in se uvrstili na nacionalni izbor, kjer pa smo prijeli posebno priznanje Slovenske gospodarske zbornice in smo postali prva šola v Sloveniji, ki je to dosegla, ob bok seveda vsem gospodarskim družbam, ki jih imamo v Sloveniji. Tu zadaj je umetna inteligenca, hvala. Tu zadaj je umetna inteligenca, kjer zaznava te možganske signale, jih klasificira
in na podlagi tega, kaj si potem mi zamislimo, potem tudi zadeva se izriše. Kot že rečeno, na šoli predavam tudi o umetni inteligenci, tudi to bom samo omenil, pa dobil sem tudi srebrno priznanje, ker je Gospodarska zbornica prepoznala, da smo prva šola v Sloveniji, ki sedaj že 6. šolsko leto predava in dijaki usvajajo te veščine, ker nam je pomembno, da so znanja, ki jih dijaki dobijo, aktualna, ker če poznajo področje, potem bodo tudi kritični in bodo etično uporabljali tehnologijo, kar pa veste, da je danes zelo problem te družbe. In primer, ki so ga dijaki reševali, je recimo najbolj znan je iz leta 2019, kjer so dijaki napovedovali zmagovalca Eurosonga. Torej gre za tekmovanje pesmi Eurovizije, za svetovni izbor seveda, evropski izbor, in smo v drugem polfinalnem večeru bili bolj natančni od stavnic. Kar pomeni, da so dijaki vseh 10 držav, ki se bodo uvrstile v finalni večer, pravilno napovedali. Lahko povem, da eden izmed dijakov je celo stavil, kljub temu, da sem mu rekel, da ne sme staviti, in je dobil kar precej denarja. Sicer pa smo tudi bili zelo uspešni v finalnem večeru in smo pravilno napovedali, da bo zmagala Nizozemska. Seveda pa se... Kar povejte? Mogoče tukaj bil pa že filter, umetna inteligenca filtrira ene zadeve in mogoče tukaj pa res ni bilo kuhinje, ki se imenuje, ne vem, da so stave, so nekatere prodane, dobljene zmage, izgubljene zmage, mogoče je zato bilo potem taka natančnost, Tudi, pa veste, najbolj zanimivo je to, da smo ugotovili, da obstaja neka korelacija med Slovenijo in Dansko. Ker sej na prvo žogo hitro mi rečemo, sej balkanske države skupaj držijo, nordijske skupaj držijo, latinske oziroma romanske države skupaj, ampak neke konkretne povezave med Danske pa Slovenije pa ni zaznati na prvo žogo, ampak dejansko smo zelo zvesti tej državi, bolj kot si mislimo. Je pa tudi res, to lahko povem kot neka zanimivost, da se ukvarjam z rodoslovjem in da sem pri sebi našel, da imam približno 20% DNK-ja vikinškega. Tako da očitno smo Slovenci tudi nekaj vikingov, vse v resnici smo, ker smo itak mešanica vseh narodov. Tako da zanimivost tudi iz tega vidika. Res pa je, kot ste rekli, na takšen način, ko mi naredimo neke modele za vsako državo ločeno, v resnici mi naredimo neke vrste digitalnega dvojčka te države. In zato, ker je toliko let že to tekmovanje, ker je toliko podatkov, potem lahko res v resnici zelo hitro ugotovimo neke vrste okus države. In zelo, zelo podoben pristop se bo v kratkem tudi uporabljal na področju volitev, tako v Ameriki kot v Evropi, ker se veste, da istočasno, kot imate vi volitve, potem potekajo tudi vzporedne volitve. In potem že ob 7. zvečer medijske hiše javno objavijo, kdo je zmagal volitve, kljub temu, da v resnici po zakonu šele ob 7. uri zvečer začnejo šteti glasove. Ravno zato, ker na manjšem vzorcu zadevo znajo napovedati, ker so toliko let analizirali naše slovenske ali pa recimo svetovne vzorce. Če je vmes še kako vprašanje, kar brez težav. No, in tukaj sedaj prikazujem časovnico, da nekako smo na naši šoli, predvsem sam sem bil pobudnik tega, začeli z umetno inteligenco že leta 2014, kar pomeni, da letos je ravno 10 let od začetka uvajanja umetne inteligence. In v lanskem šolskem letu smo predstavili prvi slovenski valček, ki je bil narejen s pomočjo umetne inteligence, in sicer smo dali našo slovensko ljudsko glasbo in sicer ljudske pesmi. Dodali smo tudi nekaj valčkov našega narodno-zabavnega ansambla in smo potem naredili statistično obdelavo in smo napovedovali, če imamo 2 noti, katera bo naslednja. To naj povem, da je to statistična metodologija in da smo dobili zelo, zelo preproste glasbene vzorce, ravno s tem vidikom, ker smo želeli napovedovati note. In seveda, tudi to je projekt, ki se je začel leta 2019, ko še ni bilo govora o ChatGPT-ju. In zato tudi tukaj ni sicer avtorskega vprašanja. Če pa bi uporabili metodologijo ChatGPT-ja, ki pa je danes dostopna vsem, in dali iste note, potem pa bi lahko imeli resne avtorske probleme, ker današnji algoritmi pa zadevo
večkratno lahko ne samo napovejo naslednje note, ampak celo lahko posnemajo in stil, in harmonijo, in vse, kar je v glasbenem svetu. Na YouTubu je ta videoposnetek, ki si ga lahko pogledate in mu prisluhnete, zaigrali pa so ga naši bivši dijaki, tako da lahko tudi tisti, ki imate to možnost, poslušate prvi slovenski valček, narejen s pomočjo umetne inteligence. Zdaj ste verjetno že zaznali, da ves čas poudarjam, da dijake učim tudi kritične rabe, da se vedno vprašajo, ali je to dovoljeno oziroma kaj ni dovoljeno. In zato vedno začnem s prvo akcijo 1. septembra, ko dam dijakom za prepisati prosojnico, ki jo vidite. Torej za tiste, ki težje vidite oziroma nažalost ne morete videti, bom prebral, kaj piše. Zgodovina računalništva, Elektrinikon Z1. Elektrinikon Z1 je bil izjemen dosežek računalniške tehnologije svojega časa. Zgrajen je bil v letih 1936 in 1938 in je veljal za prvega programabilnega, samodejnega in v celoti elektronskega računalnika na svetu. Elektrinikon Z1 je omogočil izvajanje matematičnih izračunov, analizo podatkov in simulacije znanstvenih procesov. Računalnik je ob zagonu oddajal melodijo klasične glasbe. Zraven tega besedila je tudi slika, skica tega prvega računalnika. Dijaki to običajno prepišejo v zvezek, potem pa jim dam domačo nalogo, da naj doma pogooglajo, poiščejo preko spleta tudi kakšne nove informacije o tem računalniku, da me naj presenetijo. In seveda, naslednji dan, ko vprašam dijake, ali ste naredili domačo nalogo, je odgovor, ja, smo naredili. V resnici naloge ne naredijo, ker sicer bi mi povedali, da ta računalnik ne obstaja. Namreč vse to, kar sem vam prebral, je zgenerirala umetna inteligenca. In seveda potem dijakom povem, da naj vzamejo rdeč kuli, da naj prečrtajo in so potem zgroženi, zakaj so 2-3 minute v resnici prepisovali v zvezek, če pa je stvar neresnična. Groza. Ampak s tem jih tudi nekako opozorim, da morajo dvomiti, kar preberejo na spletu, kaj piše v medijih in seveda tudi, da na koncu koncev nas učitelje preverjajo, mogoče, da pogledajo, ali res govorimo resnico, če smo res bili točni pri kakšni stvari, če tudi konec koncev pravilno izračunamo. In nažalost, ker te tehnologije so vsem nam na voljo, lahko zelo hitro zadevo tudi zmanipuliramo ali pa uporabljamo za nečedne posle. Tako da to, zdaj pa je še ena prosojnica, torej za tiste, ki ne vidite, kar kažem, je slika 5 gospodov, ki delajo prvi selfie, oziroma kar pomeni, da vzamejo kamero in slikajo samega sebe. Gre za zgodovinsko fotografijo, prve tovrstne fotografije, slika je črno-bela, tako da veste, da je to kar precej stara. No, na drugem pa imamo sliko, kjer te gospodje držijo kamero v rokah, tako da se vidi posnetek, kako so 1920, kot piše spodaj, se slikali. In ko jaz to dijakom pokažem, te dve sliki, običajno rečejo, joj, kako zanimiva kamera, ker je taka tanjša, ker jo lahko držijo v rokah, kako zanimivo, da so se slikali, takšna svetloba in tako naprej. V resnici sta obe dve fotografiji lažni, namreč umetna inteligenca je zgenerirala obe dve sliki. Kot veste, tisti, ki poznate ali pa ki ste gledali razne fotografije, so bile kamere ogromne, imele so ogrinjalo, da se je lahko fotograf skril, po možnosti so še imele smodnik, da se je zabliskalo, in seveda ni bila mobilna kamera, kot je na sliki videti. Ampak seveda, dijake naučim, da če nimajo globine, če ne poznajo zgodovine, če ne poznajo področja, potem lahko hitro nekdo jih zmanipulira in slepo verjamejo tistemu, kar preberejo oziroma kar vidijo. Sicer pa danes so veliki jezikovni modeli zelo popularni, in govorimo o ChatGPT-ju, Bardu, potem Bing Chatu in tako naprej. Tako da gre za neke vrste aplikacijo,
kjer vi daste ukaz in potem dobite ogromno količino teksta. In zato se danes tudi pogovarjamo o plagiatorstvu, o ogoljufanju, recimo otrok, ravno z tega vidika, ker lahko z nekaj ukazi dobite cele skripte, tudi celo cele knjige. In danes se tudi na spletu išče, kateri so res resnični avtori nekega besedila, seveda pa nekateri so pač plagiatorji, ker na hitro dobijo v nekaj minutah celotno knjigo, jo spremenijo v elektronsko knjigo in jo celo prodajajo. In z istega vidika lahko tudi mi v resnici zgeneriramo različne slike. Pokazal vam bom en primer, in sicer kako sem dal aplikaciji Midjourney navodilo, da naj nariše mladega računalničarja, seveda brez las, v ozadju pa naj bodo Pokemoni. Zdaj Pokemoni zato, ker tudi mene zanimajo, in ker sem želel tega gospoda, ki ga bo umetna inteligenca naredila, spremeniti v sebe. In seveda sem dobil to sliko, ki jo vidite, ampak na tej sliki ta gospod nima očal. Zato sem dal navodilo, da naj mu umetna inteligenca spremeni obraz. In smo dobili nov obraz z očali. In seveda potem, ker lahko jaz dam nekaj svojih slik umetni inteligenci in dobim v sekundi sebe na sliki. Tako da zelo hitro in na tak učinkovit način lahko naredite neko umetno sliko, pa še sebe lahko gor na to sliko date, da potem prepričate, da ste nekomu dali denar, da ste plačali za ilustracije, da je namesto vas zadevo naredil. Sem pa tudi naredil še en eksperiment, in sicer, da sem spremenil sebe v Pokemona, v Pikachuja, in vidite še eno sliko, kjer gre za neke vrste veverico iz serije Pokemonov, oblečena v rumen anorak in ima očala z temnimi okviri, kot jih tudi sam nosim. Tako da gre še za neke vrste ilustracijo ali pa karikaturo mene v drugi podobi. Vse to umetna inteligenca zna narediti zelo, zelo hitro. Še ena zanimivost. Tovrstna orodja lahko tudi uporabljate, da dobite neke vrste povratno informacijo. Sedaj le kažem primer, kako sem dal navodilo, da mora umetna inteligenca narisati ptiča, ki bo predstavljal posamezno državo. Zgoraj je primer Hrvaške, zgoraj levo, kjer se lepo vidijo rdeči peri, peruti so v sivi modri barvi, na prsih ima ščit rdeč, tako da je prepoznal hrvaške barve. Potem desno je ptič, ki predstavlja Nemčijo, zopet zelo podoben ptič, podobno izgleda, ima pa se črne peruti, ki imajo rdeče oznake in baročne zlate okraske. In zopet prepoznamo barve, ki se tudi nahajajo na zastavi nemške države. Potem spodaj imamo primer, spodaj levo, gre za ptiča, ki predstavlja Švedsko, in ta ptič ponovno lahko sklepate, da ima modre peruti, ker je seveda Švedska ima modro zastavo z rumenim križem, in tudi ta orel oziroma ta ptič je z zlatimi rumenimi barvami okrašen. Potem pa imamo še spodaj desno, kjer pa ptič predstavlja Španijo, in ponovno španske barve se na tem ptiču tudi pojavijo. In verjetno vas zanima, kakšen ptič bi bil slovenski ptič. Vidite ptiča, ki ima sinje modre peruti, nekoliko rdečega perja in potem glava je bela. Tako da dejansko so to slovenske barve. Ko sem enkrat na nekem podobnem dogodku kazal, se je en gospod pošalil, in sicer ne samo, da umetna inteligenca ve, katere so slovenske barve, celo ve, kdo je naš minister oziroma predsednik vlade. Namreč, ker imamo goloba, je ta ptič v golobi podobi, kot lahko prepoznate. Malo za hec, tako. In ni orel, res je. Zdaj imam pa eno vprašanje. Se pravi, umetna inteligenca v bistvu ne ustvarja, ampak kopira obstoječe. Tako je. Umetna inteligenca je plagiator. In tukaj avtorske pravice in to bo zagotovo še... Je problem, tako. Ja. In zdaj, če imamo mi kot osnovni podatki oziroma osnovno gradivo, na podlagi katerega mi nekaj zgeneriramo in so ti podatki odprtokodni,
oziroma prosto dostopni, po domače povedano, oziroma gre za gradivo, ki jim je že poteklo avtorski rok, potem vi lahko na teh podatkih naučite inteligence in potem generirate. Še vedno pa ne morete reči, da ste vi avtor tega v smislu, da bi zdaj bili vi slikar, ki bi prodajal to vrstno gradivo. Zelo sporno je pa tisto, kjer so pa v ozadju avtorska dela, ki so še pod avtorsko zaščito. Tisto pa je, res treba biti pozoren, čemu je namenjeno. In trenutno recimo so primeri, da veliko orodij lahko vi uporabljate za nekomercialno rabo. Nekatera orodja pa lahko, seveda, ker tečejo na vašem računalniku in ker so v ozadju odprtokodne slike oziroma javno dostopne, potem lahko vi uporabljate tudi za razne projekte, recimo, da bi želeli narediti slikanico. Torej, vi napišete, ker pa nimate umetniškega daru, pa potem lahko na tak hiter način zadevo zgenerirate. Ampak jaz mislim, da v prihodnosti bomo imeli vedno več zadev, narejenih s pomočjo umetne inteligence. Problem pa bo nastal, ker bomo pozabili na človeško ustvarjanje in potem bojo verjetno različni produkti, ki bojo narejeni strani človeka, bolj cenjeni in tudi dražje, ker verjetno bo zadnji nalepka narejeno človeško oziroma made by human. In tukaj vidite tudi primer metuljev. Zopet se pojavljajo barve, ki so v vseh državah Hrvaške, Nemčije, Španije in Švedske. Slovenski metulj pa ima tokrat zeleno barvo, tako da ima modro in zeleno barvo, sicer pa tudi bela se pojavlja kot del naše nacionalne barve. Še primer tortic, ki jih vidite. Tudi tortice so na enak način barve, ki se pojavljajo, celo nekatere imajo različne produkte, kot so rožice rdeče, potem vidijo se španske cerkve na teh torticah, ali pa ker je švedska kraljevina, ima švedska tortica krono. Ker zdaj bom pa pokazal slovensko tortico, ta pa ima poleg pene, ima tudi Triglav, tako je, in celo alpske hiške se noter pojavljajo v tej tortici. Tako da očitno umetna inteligenca pozna Slovenijo, res pa je, kadarkoli. Res je. Kadarkoli boste vi generirali neko pokrajino ali pa recimo nekaj, kar je slovenskega, skoraj vedno boste dobili Bohinj ali pa Bled. Vedno so to prve zadeve, ki jih zadeva zgenerira. In tudi primer, ko sem dal navodilo, da naj naredi bajoslovno bitje, legendarno bitje iz Slovenije, je nastalo to mitološko bitje, ki ga vidite. Gre za neke vrste vilo, kot jo poznajo v Grčiji ali pa Rimljani. Obraz je bel, zelo podoben temu, kot imajo beneške maske naslikane z vzorci. Dijaki pravijo, celo strašno bitje, ker je zelo bledolično. V ozadju pa se vidijo gore, vidijo se cerkve, hiše in tisti, ki prepoznate, vidite, da gre za neke vrste mešanico slike Bleda in Bohinja. Tako je. In to dejansko gre za generiranje tisto, kar mu damo. Kar pomeni, da verjetno smo Slovenci premalo prisotni na spletu, premalo smo darovali našega gradiva in seveda posledično bistveno manj vemo. Še en primer, napačna prosojnica, sedaj le boste pa videli pravilno prosojnico. Vprašal sem, naj naredi zaljubljene pare v času poroke, torej ko se ženijo in možijo, namreč, da naj jih oblečejo v naše slovenske nacionalne obleke. In na vseh 4 slikah, ki so prikazane, sta zaljubljen par seveda, ampak sta oblečena bolj v slovaške, poljske, ruske obleke, torej ne slovenske. Res pa je, da očitno prepozna, da imamo nekaj slovanskega in v ozadju bi lahko rekli, da vidimo naše Alpe. Sicer pa sem tudi uporabil umetno inteligenco, da mi je naredila moško formalno obleko. Tu vidite en primer slovanskih oblek, ki so za moj okus nekoliko preveč živahne, ker so res intenzivni vzorci, res je zelo živo pisano in ni toliko formalno, kot se spodobi za moško elegantno obleko.
ampak ko pa sem dal navodilo, da mora posnemati neko znano blagovno znamko, a ne, potem pa so nastala oblačila, ki so bolj elegantna, pa ki imajo še vedno slovanske vzorce, torej nageljne, različne geometrijske vzorce in tako naprej. In seveda potem nekaj iz čarovnije, pa sem sebe dal v to slovensko obleko, ker sem pač postal učitelj leta 2022 in potem slovenski predstavnik na svetovnem izboru za najboljšega učitelja na svetu. Sicer nisem šel v tej obleki na izbor, ki je bil v Parizu v lanskem letu, ampak so vsi spraševali, kje imam to obleko, ampak sem povedal, da je umetna inteligenca zadevo naredila. Tako da je res zanimivo, kaj vse zmore. Zdaj še neka misel za zaključek tega predavanja, in sicer to pa je človeška misel, da cilj civilizacije ni napredek znanosti in strojev, ampak človeka. In to je bistveno. Ves čas, če mi predavamo, če nekako drugim kažemo, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj se sme in kaj se ne sme, potem v resnici na takšen način lahko opremimo človeka za boljši jutri, hkrati pa vedno poskrbimo, da ostane človek in da ne bo nekdo pritisnil rdečega gumba, da bi prehitro končal kakšne zadeve. Ja. Ker glede na to, katere probleme lahko rešuje umetna inteligenca, ne, tudi reprezentacijo znanja, ali pa Res ne je. vem, da logično sklepa, rešuje probleme, odločitve sprejema, ne, to ne vem, kako bo potem res še človekova edina, samo za njega veljavna stvar, ne. Drži. Ker jaz tako rečem, v tem trenutku človek drži vse vajeti v svojih rokah, ima ves nadzor. In ravno zato, ker imamo ta nadzor, lahko potem res uporabimo to tehnologijo, da si izboljšamo vsak dan. Ampak, če se vedno izprašujemo, ali to je res nekaj dobro in ne, potem ni skrbi. Res pa je, da to vrsta tehnologija in robotika se uporablja v vojski, uporablja se tudi za nekaj drugih stvari, ki pa niso primerne. Navsezadnje smo civilizacija, ki je dala kar nekaj tisočletij čez različnih vojn, vojskovanj in tako naprej. Tako da je treba biti pozoren, pa opozarjati ves čas. Ja, ker pri vsaki tehnološki revoluciji se je nekaj tvegalo in tukaj jaz vidim, ne vem, množično brezposelnost lahko za problem. Res je. In če ne bo nekdo, ki skrbi za kadrovske potrebe, če ne bo zadevo preštudiral ali pa vnaprej predvidel in ne bo naredil prestrukturizacije pač delavcev, potem veste, kako bo, ne? In potem res to, kar vi pravite, se lahko zgodi, da bojo odstavljeni, da bojo izgubili delovna mesta. Če pa bomo ves čas skrbeli, da bojo državljani Slovenije in tudi Evrope in sveta opremljeni z digitalnimi kompetencami, potem bojo tovrstni državljani lahko tudi hitro presedlali na druge poklice, če bomo tudi za to poskrbeli. Ampak moramo biti pa čuječi. Da, tukaj imam pa eno vprašanje strani gospoda. Morebitna povezava bralne pismenosti in umetna inteligenca bralnih modelov? Ja, zdaj tako je, ne? Če vi berete medije, pa tudi politiki kar precej govorijo o Švedski, ki je zaznala, da je padla bralna pismenost, ne? In da so dali stran pametne tehnologije, naprave in tako naprej, v bistvu zlorabljajo medije in te izsledke. Dejstvo je, da če bomo mi poskrbeli, da bojo naši otroci brali iz knjig, da bojo brali časopisov, da bojo brali daljše tekste, potem bomo poskrbeli za bralno pismenost. Ker pa mi v resnici porivamo otroke že v osnovni šoli, da uporabljajo TikTok in druge aplikacije, ki v nekaj sekundah dajo hormone sreče, potem adrenalin in tako naprej, potem jih mi nekako vzgajamo, da morajo v 5 sekundah dobiti nek podatek in naslednjih 5 sekundah nekaj novega. In pade koncentracija, želijo zadeva, da je stvar intenzivna, da seveda je ekstremna, in potem pade in bralna pismenost in pade tudi v resnici koncentracija. Tako da ves čas treba biti pozoren. In kljub temu, da sem jaz učitelj računalništva, tehnologije, ves čas tudi poudarjam, da moramo naše otroke opremiti z našo dediščino. Torej, da znajo šivati, da znajo kvačkati, da znajo v resnici tudi štrikati in tako naprej. Vse, kar so nas naučile babice, oziroma kar naše babice znajo, ker veste, jutri lahko nekdo izklopi elektriko, a bomo znali vsi preživeti v naravi? Težko.
Seveda. Zdaj, gospod Osepek, jaz vem, da sva rekla 40 minut, zdaj Res je, sva ja. 8 minut čez, vas najbrž kličejo. Bom pa sem na Ja. hitro vprašala Povejte. naše poslušalce in gledalce. Ima morda kdo od vas kakšno vprašanje? Lahko jaz vprašam. Brane, izvolite. Povejte. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Kakšna je pisna razlika med ChatGPT pa Bardom, oziroma zdaj je to Gemini, ne? Razen tega, da ima Bard že današnje podatke noter, ChatGPT pa mislim, da koliko 2 let stare, ne? Recimo, če vprašaš, kateri film igrajo danes v Celju, bo točno povedal, ne? Ampak smo ga vprašali Barda, kje lahko v Celju kupiš solzivec, je našteval trgovine, pakonge, cene in vse tako dalje, ne? Jaz že večkrat, ko iščem kakšne informacije, skoraj prej vprašam Bard, kot pa pogooglam. In pa, da se to bi se dalo zelo veliko se pogovarjati, ne? Morda še tole, da če kakorkoli bolj osebnega sprašuješ, pa odgovori, sem samo program, nimam lastnega mnenja. Ko sem ga pa recimo vprašal, kako je pravilna uporaba Braillova ali Brajeva pisava, pa je bil izredno natančen odgovor od slovenskega pravopisa 2.1 dalje, 2.16, 2.17 je bil zelo, zelo natančen odgovor. Bom dal še ta primer, ko sem pa vprašal za mojo osebno asistentko, kdo je ta pa ta ime in priimek iz Žalca, sem dobil odgovor, da je že tretji mandat županja Žalca, kar vse dobrega naredila in podobno, ne? Zelo različna. Če bi to prosim malo pokomentirali. Zdaj moram povedati, da vse, kar so veliki jezikovni modeli, torej Bing Chat, Bard, kot ste že omenili, ChatGPT, so v resnici generatorji teksta. Njihova naloga ni, da preverjajo verodostojnost. In zato, ker če boste vi postavili isto vprašanje, kateremkoli teh elementov boste dobili tudi včasih drugačen odgovor. Enkrat bo bolj prijazen, enkrat bo takoj dal odgovor, enkrat bo naredil cel uvod, preden bo povedal tisto, kar vi želite, da vam odgovori. In zdaj razlika je v tem, ali ima dostop do spleta, da lahko zadevo preveri in potem vam da nek podatek. Drugo pa je, če gre v resnici za neko besedotvorje ali pa za nek arhiv, ki je že bil narejen pred leti in potem zgenerira. In zato recimo, ko jaz dam dijakom navodilo, da naj v ChatGPT vprašajo, kdo je avtor Visoške kronike in ne pove povzetek Visoške kronike, je vse drugo razen Ivan Tavčar. In nikoli ni Agata ena izmed glavnih junakinj, ampak je Ana. Zato, ker deluje tudi po principu random, torej splošnega. Namreč, če imamo mi nek šum, torej nekaj naključno zgeneriranega v nekem trenutku, potem lahko mi prepričamo uporabnike, da je računalnik ustvarjalen. Če pa mi ne bi dodali neke vrstega random generiranja vrednosti v ozadju, bi dobili vedno isti odgovor in bi potem ta aplikacija bila za človeka dolgočasna. In zato pride do šuma, pride tudi do nekih blodenj aplikacij in zato to vrstna orodja ne uporabljati, to vam odsvetujem, za generiranje besedila, ki mora imeti točne podatke. Če pa bi uporabili za neke vrste, da vi podatke date umetni inteligenci, pa da vam to besedilo spremeni, da je bolj zanimivo, da mogoče je bolj slovnično korektno, da je bolj bogato ali pa da vi napišete bolj skopo, potem pa postane besedilo hudomušno, to pa zna narediti in to zelo dobro. Tako da vedno poskrbite, da ste vi avtor podatkov, na podlagi katerih potem je besedilo zgenerirano. Ja, hvala za odgovor. Še kdo? Ker potem bomo morali se zahvaliti gospodu Osepku za ves tale čas. Morda še kdo? Sicer pa vedno mi lahko tudi napišete, sem na voljo, odgovarjam, ker precej je vprašanj. Tako da ja, pa res opravičujem za prve minute, ampak ko si razrednik je treba... Ja, ste nam jih pa zdaj malo več namenili. Hvala lepa. Jaz se bom poslovila, gospod gost, od vas. Hvala. Nasvidenje. Srečno. Hvala. Zdaj pa samo še za vas. Stvar, ki bo v aprilu, vam bi jo napovedala, da bomo v aprilu posvetili petkovo Zoom kavico gledališču in gledališnikom slepih. Tako da z nami bo najmanj Dušan Brešar, za ostale bom pa spet skrivnostna, Brane. Ja, vem, za nasmeh. Mogoče pa še kaj več.
Skratka, pričakujemo zanimivo zadevo. Upam, da boste lahko z nami. Hvala za vaš čas. Jaz se tudi poslavljam. Lep dan.